Gledate, da imamo obrtnike, ki 40 let so delali v tej občini in ustvarjali, marsikater cigo je bil z njihovimi rokami postavljen. Teda tu bom jaz stalno ustrajal, da bo obrtna zbornica oziroma moji obrtniki, naši obrtniki nekje v rangu vsega, kar je tu v občini. Pa ne rečem, da zdaj niso. Ampak moje zalaganje kot predsednika pač mora biti na tem mestu, zato sem tu in tudi na tem skozi poudaril vsej oba veta, tako Matjaž, tako kot čas, da jaz pač povem, kar je in tudi, ko se nekaj upiknem, tudi želim, da čujem. Danes je bilo ogromno pozitivnih mnenj od vas vseh treh. Jaz upam, da ni baterija zminkalo, da je ta zadeva posneta, zato ker si res želim, pa vem, ker nisem res povodil preplavo, da vse ne bomo mogli izpolniti, ampak nekaj pa bomo. In če je to, kolikor ste videli danes govorila, ampak kdorkoli bo župan, vsak se bo sam odločil, vrtna zbornica ni zato, da bo nekoga polarizirala, da bo nekomu pač predlagala, koga ne voli. Vsak sam vidi, kdo je kaj in kaj bo mogel, in jaz vem, da tudi moje ljudje se bojo po svoje vesti odločali. Jaz, če še želite, dam vsako minuto na koncu, da povem par besed, če želite, če ne želite, jaz se vam zahvaljujem vseh mojih obrtnikov, želite še vsako minutko, prosim, bomo dali pa daj prednost dosedanjemu županu, ki... To je mislim, da bistveno, da smo si pravzaprav enotni v tem, da občina, lokalna skupnost lahko prispeva k boljšim pogojem ali pa k vabljivejšemu poslovnemu okolju v občini preko tega, kar smo omenili. To so poceni dostopi do stavbnih površin, to so nizki stroški poslovanja, tako da znižamo dajatve, komunalne in pa davščine. Ampak ne smemo pozabiti, da bistveno na poslovno okolje vpliva tudi to, kakšna je občina v celoti. Pa je atraktivna, ustvarja dobre bivalne pogoje, ustvarja dobre pogoje za šolanje, za šport, za kulturo. In preko tega tudi lahko izboljšamo klimo, ki privablja tako prebivalce nove in s tem potrošnike in tudi vlagatelje. Investitorji bodo rajše šli tja, kjer je lepo okolje, kjer je urejeno okolje, kjer vidijo neko možnost kvalitete bivanja. Tudi, če bo morda kak evro dražji parcela za gradnjo. Zato je tudi pomembno, kako občina vidi svoj razvoj. Hvala. Jaz bi rekel takole, mestna občina pa obrtna zbornica, obrtniki tu, ki ste, to mora biti ena simbioza, v kateri bo odprt prostor za dialog, za pogovarjanje, za dogovarjanje, ker samo s skupnimi močmi in z nekim sodelovanjem lahko ste vi zadovoljni, je lahko mestna občina zadovoljna, občinsko upravljanje in župan. Tako da vidim perspektivo samo v tem, da sta vrata občina odprta za obrtnike in da je tudi obrtna zbornica odprta za občino in da se ta informacija pretaka. Hvala. Hvala. Seveda naša ambicija, tako kot do zdaj, da vam prisluhnemo, da so pravzaprav predvsem, kadar se gre za postopke, ki morajo biti hitri, ki se tičejo predvsem vas, pa vaših potreb, da smo takrat tudi ažurni okrog tega, kar si v zvezi z cenami in pa z organizacijo teh dveh obrtnih con predstavlja se tudi povedal. Bi vam mogoče rekel za zaključek to, na nek način pogrešam, da bi se večkrat tako dobili, kot smo se danes dobili, pa še mogoče kdo od gospodarstvenikov zraven. Prav je, da si povemo v takih prilikah, prav je, da smo kritični, vse za mene osebno je to neko navodilo za naše delo. Hvala vam za večer, za nocoj, upam, da se malo kaj vidimo. Hvala lepa vsem trem, jaz vam želim vsem srečo na volitvah, oziroma mislim, če bo pa že zapiti, tako da damo še. Vam pa tudi hvala lepa, ste prišli,